Živijo, čau. Čau. Dobar dan. Dan. Živijo. Čau. Dan. Imate fešto lepo? Dobar dan. Živijo. Čau. Zelo vesela, da je danes prišel tle, ker s tem izkaže veliko podporo takim projektom, turističnim projektom in še na podeželju. Tako da res je velika čast. Naj povem, da je prav tako tudi turistična organizacija Koper že od vsega začetka spodbujala ta projekt, mi bila v oporo in mi pomagala res z Tamaro Kozlovič na čelu. Tako da res je tudi tvoja zasluga, da so danes hiške tu. Bi snela to dol? Igor lahko, ne? Ja. Torej tako, se hočem javno zahvaliti družini. Torej, projekt izgleda zelo enostaven, ampak je v osnovi bil zelo težek, ker gre za inovacijo in je bil projekt, smo ga mogli zastaviti od črke A do črke Ž. Veliko dela, kot sem povedala prej, vloženega sami smo naredili, kar se je le dalo. To pomeni, da je res moj brat Daniel je največ fizičnega dela zagotovo vložil od vseh nas v teh hiškah, ampak smo celotna družina, vsi smo prispevali k temu, da projekt danes stoji. Skozi ta čas od ideje do današnje uresničitve sem na tej poti srečala veliko dobrih ljudi, ki so mi brez problemov bili takoj naklonjeni, da mi pomagajo. Sem vesela danes, da vidim direktorico Pokrajinskega arhiva, res, gospod Nado Čibej. Tudi ona je takoj rekla, ni problema, sam povej. Zahvalim se tudi gospe Krašnik, ki danes ni z nami iz Pokrajinskega muzeja Koper. Posebno zahvala pa, nažalost, danes ni nobenega od njih tu, gre Slovenski turistični organizaciji oziroma Banki turističnih priložnosti, ki so organizirali natečaj Snovalec in sem tam pač dobila priznanje, tudi nagrado in so mi pomagali k temu, da smo projekt dejansko uresničili. Mislim, da je bila to tisti zagon, potem končni, ki je pripomogel k temu, da so hiške zdaj dejansko postavljene. Tako, jaz sem ful vesela, ker vidim, da ste se zbrali danes tu. S tem izkažete, da ni bil trud za manj. Pa ste videli hiške, smo se res potrudili, da so namenjene turistom, ki ne želijo, ki ne iščejo samo spanje oziroma samo pogostitev, ampak so namenjene takim ljudem, ki ko pridejo v določen kraj, jih zanima kultura tistega okolja, jih zanima naravne značilnosti tistega okolja in to smo sedaj združili vse te hiške in mislim, da je pomembno za slovensko Istro tak projekt, je pomembno za nas, domačine, ki se mantramo, da razvijamo turizem na podeželju in nasploh v celotni slovenski Istri. In sem vesela, da ob tem imamo podporo. Tako da, hvala vsem. Pač oljčno olje je dobro za marsikaj, med drugim tudi
Vse veste. Oljčno ali olivno. No, to mi boste pa zdaj vi razložili. Vse za to. Torej, mi preprosto doma rečemo samo, smo rekli nekoč olje od ulke, zato ker nekoč je bilo samo olje od ulke, nismo poznali drugih olj in šele potem se je uveljavilo oljčno ali pa olivno. No, danes pravopisu je pravilno tako eno kot drugo, ampak enkrat se je vedelo, če je bilo olje, da je bilo to olje od ulk. Super, najlepša hvala za to obrazložitev. Zdaj pa še kakšno istrsko anekdoto? Jaz bi se najprej Mateji tudi zahvalil, da me je povabila k sodelovanju. Ko je rekla, da bo naredila 3 hiške, sem mi takoj predlagal na vsaki hiški, da ime po eni od dele, ki so jih opravljale naše pranone, šavrinke, in tako potem mi ena dobila ime mlekarca, potem jajčarca in tudi krušarca. Zdaj vidim, da ima še nekaj prostora, namreč je bilo še imen, glede na delo teh naših šavrink. Ene so bile še golidarce, potem so bile perice, potem so bile kolačarce, tiste, ki so pekle kolače in jih potem prodajale na feštah. Tako da za naslednje 3 hiške ima že imena. Je pa zelo lepo, ker vidim, da sama mestna občina Koper, recimo, kar se tiče turizma, tako v Kopru kot v Zaledju, da ne vem, mislim, da prekaša vse ostale v Sloveniji in meni je to zelo lepo, da se te stare običaji, kako je bilo nekoč, kar so nam zapustili naši predniki, da mi ohranimo in da pustimo za naše zanamce. In tako da jaz osebno sem tudi izredno vesel za to, da človek, recimo, ko pridete prav podoživlja, kot je bilo nekoč, živiš na vasi, si v svoji hišici, zjutraj se zbudiš, seveda ni osličko, bi bilo prav, da je kakšen osliček, in z bašto so naložile na bašto, ne si bodi jajca, ne si bodi mleko, karkoli, in šle tukaj se lepo vidi prodajati vse od Novigrada, Kopra do Trsta. Velikokrat muše, torej so bile pridne, zato ker velikokrat so zjutraj zaspale, ki so bile utrujene, posebno, če so celo noč pekle kruh in ga potem zjutraj zavezale in nosile prodaje, tako da so kar tremale po cesti. Anekdot je seveda bilo veliko, ampak to je bilo vsakodnevno delo, ne si bodi poleti, po zimi, sonce, burja, dež, je bilo treba za preživeti družino, kajti možje so pač delali na poljih, šavrinke so morale pač to izkoristiti, da je lahko družina živela in seveda, da so potem v mesti kupili tudi tisto, česar so rabili doma, ne si bodi, ne vem, sladkor, petrolej za svetilke in tako dalje. To so potem pa kupovali v mestih in nosili domov, ne. V Trst prodajati jajca, a je tako? To se pravi, da jajčarca, tale hiša je kar po vas poimenovana. Ja, glede na to, sicer ne bom govorila tisto pravo slovensko, ne tako, kar pač kot vem, ne, ker govorim več jezikov skupaj, na zadnjem pol zmehtam. Glede na to, da ta je gospod govoril, da ena hiška od Mateje se kliče Jajčarca, ne, bom pa povedala, kako so po vojni nosili, švercali, ljudje ne so nosili jajca in take stvari prodajati v Trst, ne. In tlele iz Brezovice, ne vem, če veste, kje je, verjetno, veš, v kateri ve, ne. In so jo karabinjeri, ne, čez telo jajc ulovili tlele na križišču, ko se gre na Škofije, ne, ker se je hodilo peš, ni bilo avtov, ne nič tisikrat. No, in je rekel, da mora plačati veliko kaze, ne, ker nosi tele jajce švercu Trst. Ja, je rekla, ma jaz nimam šoldov, je rekla. Ja, no, je rekel, sicer italijansko, je rekel, povejte me ime in preimek, ne, bo že prišli tam do vas, kje stanujete. In ona je rekla, ja, sem Ana Bogareva, je rekla, ne.
to je pomembno, ne vem, če razumete, no. In ta karabinier je prišel, ne vem, čez koliko časa v Brezovice in je iskal to Ano Bogorevo. Ma Ano Bogorevo ni dobil nikjer, ker ni obstajala, ne, ker ni povedala pravi. Danes svoje vrata odpirajo hiške Slovenske Istre, kjer si bodo turisti lahko privoščili bivanje v pristnem in neokrnjenem delu našega koprskega zaledja. V naši občini, mestni občini Koper, smo v zadnjih nekaj letih namenu predali številne pomembne pridobitve, ki so ji dali povsem nov, svež pridih, našim ljudem pa odprle povsem nove dimenzije in možnosti življenja, bivanja, predvsem pa neprimerno boljše delovne pogoje. Kajti, kot sem že večkrat dejal, ni dovolj, da razvijamo občino v imenu nekih abstraktnih zanamcev, v mestni občini Koper nam gre za to, da bi lepše in predvsem boljše živeli že tukaj in danes. In današnje odprte hišk, s katerimi se spominjamo naših korenin in klenih Istrijank in Šavrink, ki so za boljše življenje svojih družin in predvsem otrok peš in s težkimi plenjerji na glavah prehodile kilometre in kilometre poti, je le še eden od mnogih pomembnih korakov na poti do tega našega skupnega cilja. V mestni občini Koper pozdravljamo in nagrajujemo vse zamisli projekte, ki bogatijo turistično ponudbo tako mesta kot tudi zaledja. Kajti s ponosom lahko ugotovim, da je mestna občina Koper danes tudi turistična občina, kar si še pred 8 leti niti zamišljati nismo mogli. Kot se spomnite, je bila naša občina takrat sicer upravno središče, vendar le industrijsko sivo mesto z napol praznim podeželjem in na področju turizma, kot še na številnih drugih področjih, začenši od dotrajanih vrtcev in šol ter cest, smo štartali praktično in dobesedno iz ničle. V teh letih so spremembe in nova energija mladega kolektiva, ki je prevzelo področje razvoja turizma v naši občini, uspeli, da je naša mestna občina turistično najbolj propulzivna občina v Sloveniji in nedvomno turistično najbolj zanimiva občina na naši obali. Pri tem seveda ne mislim le na ozek obalni pas, ampak tudi na to našo prelepo Šavrinsko gričevje, ki je vsak dan bolj obiskano in cenjeno tudi zato, ker ne ponuja le oddiha in svežega zraka, pač pa tudi številčne, učne, peš in kolesarske poti. Javni natečaj Razvoj idej mestne občine Koper 2011 je le ena od številnih spodbud naše občine. Turistična organizacija mestne občine Koper se je za razpis odločila, ker se zaveda, da lahko najbolj izvirne ideje ponudi prav domači človek, ki s kraji diha in živi, predvsem pa, ki jih ima rad in do njih čuti nedvoumno pripadnost. In tako se je letos nam prijavila tudi Mateja Hrvatin Kozlovič s svojim danes zmagovalnim projektom, ki pa ga kot takega nismo prepoznali samo v naši občini, ampak je projekt prejel tudi nagrado Snovalec za inovativne projekte pod okriljem Slovenske turistične organizacije. Trdno sem prepričan, da bodo montažne hiške v istrskem arhitekturnem slogu prava atrakcija za številne turiste, ki jih bodo krušarica, mlekarica in jajčarica, ki danes slavnostno odpirajo svoje vrata, nedvoumno spomnile na bogato zgodovino, na tradicijo, ter dale turistom, pa ne le njim, prepričan sem, da bodo dobrodošle tudi za marsikatero učno uro v naših šolah, okusiti in doživeti delček naše istrske identitete. Na njo smo namreč ponosni, prav tako kot smo ponosni tudi na našo močno, veliko, enotno in zavidanje vredno občino, mestno občino Koper, ki je minuli teden po vrh vsega končno postala tudi ustavna in za katero sem prepričan, da bomo prebivalci naredili vse, da jo tako, ne glede na številne pritiske, odločbe, politične manipulacije in osebne interese posameznikov, ohranimo tudi v prihodnje. Dovolite mi torej, da ob koncu izrazim svoje veselje ob tako posebni pridobitvi in čestitam kreatorki ideje Mateji Hrvatin Kozlovič. Mateja je lahko namreč za zgled vsem, ki želijo storiti korak naprej in na tak način izboljšati kakovost življenja in prepoznavnost naše mestne občine Koper. Hvala vsem. Delo teh žensk, no? Ja, zdaj to, edino, kar manjka tle še zelena trava, to povem, ker nas je oni daš prejšnji teden tako... To bo prišlo. Ja, to bo prišlo prejšnji teden. Torej tako, to je mlekarca. Ta je mišljena za 3 osebe. In tle v bistvu nova stena, ki je zgodba Šavrink, oziroma družina Slovenske Istre. Ne. Da razumejo, ne? Trojna varianta. Ja. Se je izbrali, že smo. Ja? Jaz smo na pazarju. Opazati? Ja, to je vse original. Hiško,
Moram priznati, Kje so pa to dobili? Sem se dosti namučila, sem imela eno srečo, ne? Lahko rečem, da... In vse tri ste opremljeni, so uspeli upremljeni staro. Ja. Edino, kar ni original staro, je ta bel. Ja, tega ne, prej tri vrste trt, ne, se vidi tle gor, čas vinograd in... Ja, tudi. Ja, mesec septembra je še turistična sezona, je kar aktivna, ne? Ja, organiziramo tudi obiranje Ja, to je zdoliki so skregani, ja? Zdoliki so skregani, ali pa smo za radio, pa gre polež. Ja. Tako, se pravi, to je tudi... Se imajo pol radi, pa smo... Spanje je Vsak spanje. ne, potem greva... Ja, spanje je spanje. Tako, ja, to ni zaprečeno. Potreba poiskati. Švigam na tretje... Ne moramo spati voli. Mogoče si dali preblizu. Kaj podlaga od zunaj? Tukaj, ne? Tukaj smo zdaj pustili, smo obredili trto tako, da se bo naslednje leto lahko štegli do gore in da bo imeli senco. Ja. Zdaj študiramo tudi tam zunga kota, ne? Zdaj pridejo lesene mize tle vmes, ne? Zdaj nismo ribali stegniti, ne? Ampak... Ja, tle bo imeli lesene mize, tako da lahko ga pojedli, kaj? Vsak eno. Tako, ja, vsak eno. Tako, in tam na začetku je pa mišljeno še dva prostora za postavitev štorov, ne? Tako da lahko tudi kampirajo. In tle spodaj je pa ognjišče, tako da se lahko tudi sami spečijo, kaj mizo z vami. To je tretja, to je jajčerca. Ja, ta je. Ta se ne trese. Ne, ta bolj štabile. Ta bolj štabile, ja. Ja, samo gled fora, ne, si meni... Tu nemaš kaj, ne, ni televizije, ni muzike. Ja, drugega ne ostane. Da li to reklamo? Samo če imaš kakšno tiho. Ja, Kakšna, ker je vajčan. ja, ojoj. Ne bomo, ja. Celo cesar. Imate še, če to še možno še dogreva? Ja, čau. Ne, dovoljen. Tukaj pa ognjišče in kamnita miza in viš, da smo joco, ne, da bomo delili. In tle spodaj pa je mišljeno za ležišče, kakšno ždraje, da se podobno. Prosim? Ja, to je lopar, direkt. Sej to, ta pot je v bistvu stara polska pot za lopar, ne? A to je stara pot? Kje pa prostor za druge tri? Prosim? Še tri, ne? Ne, tri imamo. Ja, ma še tri, kam bi jih dali? Še tri tle gor, ker je tudi stavbno zemljišče bila. Tle gor, tle na vrhu. Ja, sej so, sej zaradi tega, ja. Brez problematike, resno. Eno leto mi je vzelo samo to. Elektrika je noto. Ne, elektrike ne bo, ne. Ker je to je mišljeno na čisto kot klop, kar pomeni, da tako. Ja, dobro. Glupo pitanje. Gre za meditacijo, za prej meditirati. Na vsak način bi rad kaj dobro. Ja. Je bilo preveč nevarno, sem probala, ja, se bojim, da se skupaj zapali, ja. Tako da bojo dobili svojo imitacijo starih faralov. Na baterijo, Ne smejo kaditi, ne vidite. Na baterijo. Ja, na baterijo, ja, in tle okoli pa sicer svetilke na končno energijo. In itak pač poleti je do poznega, je svetlo, je lepo, tako da ni problema. Se pravi, to je zamišljeno res, da se štarta maja, zaključi septembra. Imate že obdano? Ja. Doma rezik in Ja, nazaj. tudi mi sojamo kolesa. Kam češ že s kolesom? Par, ja. Ja, vidim, ja. Je skole, res kolesno. Kolesariti. In tle se je... Ja.
Polske, Češke. Ogromno turistov, ki so prišli sem, tako da je vsak dan, da je malo. Allora, ne bi ma rezigatki. Refoškega, imajo nekaj refoškega? Refoškega. Lopar, ja. Pa lepo refoškega. Kaj ti še vidimo? Kaj se vidi tam, morš se vidi? Ne, baš se ne vidi, pomjan se vidi. Poslovnem načrtu. Ja, smo mi že rekli, ja, na STO-ju, ja, da bi bila lahko industrijalca. Moja. Ja. Je pa le razloženo vse to, kar sem